Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. Tale sezona, če pa tako poimenovati, telih BIM Pogovori se počasi bliža koncu. Tole je zdaj že začetek junija in mogoče se splača malo pogovarjati o tem, kaj bomo delali čez poletje. Ali pa kaj bi bilo pametno delati čez poletje, mogoče tudi za kdaj. Ampak mogoče za začetek anketa o plačah v Sloveniji v tem BIM sektorju je bila še vedno odprta zadnjih 14 dni in mislim, da so dobile novih 4 odgovore. Novih 4? Ja, nove 4, ja. Jaz jih nisem dal zraven. Ja. Sem pa pogledal, v bistvu, mislim, da sta bila 2 menedžerja, 2 koordinatorja, pa en drafter, v bistvu. Ja, to je 5. Pa sem pa narobe štel, ampak vem, da jih je 35. No, ampak ko te številke združiš s tistimi, ki so jih imela, ni kakšnih bistvenih sprememb. Mogoče tiste minimalne v povprečju, minimalna in maksimalna plača v vseh teh razredih, ki so jih poštevala, v bistvu so enake, tako da bistvenih sprememb ni, tako da jaz tistih nisem šel popravljati tistih grafov. Tako da ja. Tako da, kaj, najbrž se lahko tista anketa zaenkrat zapre. Ne? Ja, no, ko jaz sem tudi malo gledal tiste rezultate, pa se mi zdi, da je tako, no, da se neko povprečje, kar izkristalizira, zdaj vredo, ki ima gor, malo dol, ampak imamo pa nek okvir, v katerem se gibljamo. No, tako da, hvala vsem, ki ste rešili anketo. Pa še kdaj, če bo kaj vprašala, ne? No, v bistvu pred kratkim sem pa dobil en mail, mislim, da je samo meni poslal kolega, ki je kolega študent, trenutno mislim, da je v 1. letniku, no in sprašuje nekaj okoli BIM-a, ne? Kako se kaj naučiti, pa obstaja kakšno tako izobraževanje okoli BIM-a in tako naprej. Ne? In to je bil recimo en izmed povodov, zakaj so se danes odločila, da bova govorila tudi o tem, kaj početi čez počitnice. Jasno, vse nekako v povezavi z BIM-om ali pa saj inženirsko obarvano. Ne? Ja, no in danes, ta današnja oddaja, čeprav ni še čisto počitniška, tisto počitniška bo še pred počitnicami še kakva oddaja, ampak bodo pa noter malo priporočila, najina priporočila za to, kaj se splača početi čez počitnice, oziroma če tam nekaj več časa, česa bi se morda veljali lotiti, pa bova pa tudi par predlogov imela tako bolj za zabavo kot kaj druge. Ja, čeprav sem v bistvu razmišljal, veš o čem, ne? Da mogoče imamo midva malo pokvarjen ta občutek, koliko časa imajo ljudje čez poletje. Ne? Veš, gradbene firme najbrž čez poletje na polno delajo, projektirajo se najbrž na polno tako čez celo leto. Mislim, da je ta recimo en tak čas, ki je mogoče namenjen za recimo ena takšna neformalna izobraževanja, občutimo predvsem mi, ki smo na fakulteti. To je res. Pri nas je malo več časa. Je. Ne napačno tega razumeti, ne? Da se v bistvu pa čez poletje na faksih nič ne dela. To ni res, ampak druge stvari se delajo. Ja, tako, ne. Je pa tudi sicer res, ne, da si bi ljudje morali tako vzeti več časa za recimo eno tako izobraževanje. Jasno, da je včasih težko uskladiti z vsemi obveznostmi, ki jih imate v službah in tudi sicer. Tako da bi bilo pa jasno zelo fino, če najdete čas, da se morda spravite na kakšno področje, ne, ki vas zanima, pa ga morda v tem trenutku še ne obvladate do te mere, kot bi se mogoče želeli, pa recimo mogoče si zdaj načrtno vzamete 2 meseca v smislu, ok, bom pa vsak drug dan ali pa vsak dan 1 uro posvetil nečemu novemu. Ne? Pripravil sem en tak kratek seznam, kam bi vas usmerila, pa je tako zanimiv. Vsak od naju je dal neke svoje predloge in so še tako v zelo različne smeri. Ne? Ja, mogoče, če jaz začnem, ker sem glih tle, bi to prvo, ker sem tole napisal,
Enih par zadnjih oddaj in pogovorov so govorili o Pythonu in povezavi z raznimi orodji, ki se uporabljajo pri projektiranju. No in en tak predlog je, ne, da poglobite svoje znanje o programiranju. Zdaj Python se tukaj ponuja kot idealen programski jezik za to. Morda Robi bi lahko rekel, da je včasih malo zmešan, jaz sovražim to zamikanje, Robi tudi, kakor jaz vem. Ampak jaz ga iz srca sovražim. Ja, jaz se tudi ne morem nekako navaditi tega meni. Čeprav v bistvu, če bi uporabljal pa Objective-C, ki ga ti nisi nikoli, tam je pa enih uklepajev, tako da si komi čakaš, da bi se kaj sam zamaknil. Tako da ja, vsak programski jezik ima neke svoje zadeve, ampak Python se pač tukaj ponuja kot eno tako orodje, ki se kaže kot zelo uporabno pri tem BIM projektiranju, pa ne samo za projektiranje oziroma za izdelavo nekih gradnikov pa nekih vtičnikov, ampak tudi za splošno avtomatizacijo raznih procesov in vemo, da se vedno več stvari recimo v baze shranjuje, potem je treba jasno kakšna poročila iz teh baz delati. Python zna biti precej primerno orodje tudi za takšne stvari. Jaz bi tu nekaj dodal, no, kar se Pythona tiče, ker so me tudi tako študenti pa tudi kolegi spraševali. No. Jaz moram reči, da sem se Pythona lotil letos, ker me je Matevž prisilil. Hecam se zato, ker sem pač začel učiti Python, prej ga nisem poznal. Sem imel pa pač kilometrino z drugimi jeziki. No, in bi tako rekel, ne, jezike je zelo težko menjati, sploh če si v enem bolj domač. In če pa vam povem tako, da sem zdaj začel Python za nekatere naloge uporabljati, potem to pomeni, da že nekaj dela prav. No. Kar mene moti pri Pythonu je to, da je totalna zmeda glede teh verzij 2 pa 3. Ne. Za tiste, ki morda ne veste, pač dve verziji sta se do pred kratkim razvijali, ena je bila verzija 2, ena je bila verzija 3, ki je v vseh pogledih boljša, ampak zaradi pač kompatibilnosti za nazaj se tudi 2 še vzdržuje, no. Ki se je pa letos nehala. Je tako, Matevž? Mislim, da se letos naprej ne več. No, in to me blazno moti, zato ker ko iščeš kakšne rešitve po spletu, ugotoviš, da veliko kode je predstavljeno za verzijo 2. To je recimo ena stvar, ki vas mora naprej opozoriti. Tako da morate malo paziti, da je bil ki objavljen, če ni verzija zraven napisana. To je ena stvar. No, druga stvar, ki mi gre pa tudi blazno na živce, so pa ti zamiki. Ampak ti zamiki so problematični samo v primeru, če ti ne pišeš kode sam od začetka do konca. Ne. Se pravi, z drugimi besedami, če kak košček kode kopirate, nekje potem prenesete k sebi, je zelo velika verjetnost, da si boste naredili en kup problemov. Težava je pa v tem, da ti programi za programiranje imajo običajno te zamike narejene ali na tabulator, ali pa na 3 presledke, ali pa eni ima celo na 2 in tako naprej. No. Python tu seveda ni zbirčen, dokler ste konsistentni. Ne? Se pravi, če imate posod te zamike z enim presledkom, mora biti posod z enim presledkom. Ne velja, da zdaj enkrat en presledek, drugič pa tabulator. Ne? In s tem je največ problemov. No? Je pa zelo dober programski jezik za manipulacijo z besedilom, odličen, pa ful tako intuitiven, no? To mi je ful všeč. Pa par stvari moraš vedeti, pa lahko začneš. No? Tako da jaz vsakmu, ki bi rad se začel učiti programirati, bi predlagal, ne začne s Pythonom, zato ker zelo veliko najdete, zelo veliko lahko pomaga, pa ne bo dolgo trajalo, da boste nekaj zelo uporabnega si pripravili. Ja, take normalne, recimo inženirske stvari, recimo, da se neke podatke dobi, se nekaj poračuna, pa se rezultate izpiše, to je tako, ne bom rekel, da je trivialno, ne? Ampak se da zelo hitro, te osnove gre lahko zelo hitro skozi. Tako, to je, kar se Pythona tiče, bi pa sam pač opozoril, da smo kar nekaj oddaj govorili o Pythonu. No? Ti si jih lepo naštel tukaj v tem dokumentu, ki ga imamo pripravljenega. Ja, tako da če ste mogoče kakšne preskočili, se zmeri sprašujem, zakaj bi to človek sploh delal.
Gre se lahko tisti nazaj poslušati, morda sva o tistih govorila malo bolj na široko, še posebej v 108. oddaji, ko sva ravno o Pythonu tako na splošno govorila. Tako da že samo, recimo Python, če bi rekel, ok, se bomo pa malo Python, se bom naučil v naslednjem mesecu, enih par stvari bom naredil, ne. Mogoče kakšno stvar si avtomatiziral, že to je, mislim, velik korak naprej, ne. Ker se potem odpirajo nove možnosti. Zdaj pa en korak naprej od programskega jezika je pa pač naprej, ne? Na kak način se vodijo projektne skupine in tako dalje, ne? Pa tudi o tem so že govorili. Ja, res je. Meni je zelo ljuba tema. Meni pa malo manj. Ja, to so po 57 oddaji, govorila o agilnih metodah. Imela sva gosta Mateja Goloba iz agencije CorpoHub, ki nudi eno tako podporo uvajanju agilnih metodologij v podjetja. No, ampak zakaj je meni to toliko ljubo, ne? Bomo vmes nekaj poiskal, zaradi tega, ker da ne bom narobe povedal. Bom sam še sekunda, da najdem. Gre za to, ne, da se te različne metodologije, jasno, jih je cel kup, ampak še posebej ena, ko sem začel to brati, se vprašaš v bistvu, kako tega ni več v gradbeništvu, ne. Čeprav načeloma in BIM proces je nekako napeljan na ta sistem, ki ga recimo te agilne metodologije uvajajo ali pa ga nekako spodbujajo, ampak še zmeraj se mi zdi, da so zelo redki in članki in recimo kakšna zaključna dela, ki so na te stvari vezana. V bistvu obstaja enih par, no? Ne v Sloveniji se mi zdi, ampak recimo ena takšna metodologija je Scrum. No in recimo v prevodu, kaj Scrum je, ne? V bistvu je Scrum okvir, znotraj katerega lahko rešujemo kompleksne probleme, pri tem pa produktivno in kreativno razvijamo izdelke najvišje možne kvalitete. No in ko sem začel to brati, pa sem si v bistvu nekako mislil, pa vraga, nimamo mi v gradbeništvu kompleksnih problemov, ne? To se zelo lepo nekako sklada z, recimo, tudi delom v gradbeništvu, čeprav so te agilne metodologije nekako v zadnjem času, recimo v zadnjih 10-15 letih, predvsem popularne pri programiranju. Izvirajo pa sploh ne iz programerskih vod, ampak popolnoma neki drugi industriji. No, sej karkoli pomaga kateremu koli projektnemu timu, da dela bolj učinkovito, ne? Ja, tako. Pač je v redu, samo da pomaga. Tako da, ja, se pravi, meni tudi ta tema ni tako ljuba kot Matevžu, ampak vseeno pa vidim, kje bi lahko pomagala komorkoli. No. Ja, če samo pomisliš, ko so tiste recimo razklajevani sestanki, ko se integrira različni recimo podmodeli BIM-a, to je točno praktično to, ne. Samo s to razliko, da se recimo v BIM procesu temu nareče neka iteracija ali pa sprint, ne, kot bi se temu rekli pri programiranju, ampak je pa zelo podoben. Ne. Ja, se v gradbeništvu so sami sprinti. Celonočni, ne. Celonočni, ja. Ampak če nam poveva, v bistvu, kam najbrž to pripelje, ne, na koncu imamo en link za to, kam pripeljejo te stvari lahko. Ja, no, to bomo pa na koncu imeli. No, zdaj gremo pa do eni takih splošnih stvari, ki smo jih tudi že dosti obdelovali v najnem podcastu, pa niso nujno povezane čisto z gradbeništvom, ampak bolj na široko, ne, če gledamo na gradbeništvo bolj široko. Zdaj gremo pa lahko bolj tako na take stvari, ko so pa dejansko povezane z gradbeništvom. Pa recimo, Matevž bom zdaj najprej svoj prvi predlog dal in bom rekel, da sem zastavil en ful dober case study oziroma študijo primera in to naslov tega videa je Open BIM case study in je bilo to leta 2017 na Building Smart nekem srečanju predstavljen in je pa študija primera
letališča v Oslu, Terminala 2. Bo ta povezava do videa bo v zapiskih. To se mi zdaj mislim, taka, ni dolga predstavitev, vse skupaj 15 minut, malo več kot 15 minut, ampak tako se splača pač en pogled v en tak obsežen projekt, pogledati, povedati tudi, kje so kakšne težave, pa kaj je dovolj, pa kaj ne. Ampak tako, malo za kratek čas, pa da vidite, da so mogoče tak problemi tudi večji. Ja, nisem tega še videl, bom z veseljem pogledal. Ja, mislim tako, za ena taka študija primera, ki jih itak manjka. Ampak zanimiv pa je, da se zmer nekaj letališča, takrat, ko se takšne open beam metode omenjajo. Od hitrega naprej v bistvu. Ja, ampak to nemško letališče tam v Berlinu itak pokazatelj, zakaj se to skozi. Ne vem, kdo že ve tisto. A ni še odprt? Ne, mislim, da se zdaj celo resno pogovarja, da bi ga porušil, pa na novo še delal. Ne, mogoče, ali kaj? Ne vem, to sem nazadnje nekaj slišal. Ne vem, če ima kdo kakšno informacijo od poslušalcev, mi pove. Že dolgo nisem slišal o tem letališču. Vem samo, da bi mogel biti odprt že pred, 5 leti. Ali. Pa še več, po moje zdaj. Ja, ne vem. Pa ne znajo ga sestaviti tako. Ne vem. Kaj bomo pa? Dynamo omenila. No, ta je nadaljevanje Pythona, recimo, ne? Ampak Dynamo, mogoče ne samo Dynamo kot takšne, ampak predvsem ta generativen način pač načrtovanja, ta se mi zdi, da ima kar svetlo prihodnost. No in Dynamo je pač eno izmed takšnih orodij, ki te stvari omogočen, jasno, vse nadaljevanje vseh teh orodij, ki smo jih tudi takrat že z Luko omenjali, ko smo se pogovarjali o tem generativnem načrtovanju. Tako da to je, če niste če ne poznate Dynamo ali pa ga poznate premalo, saj po vašem mnenju, potem je mogoče zdaj primeren čas. In zdaj na tem linku dynamobim.org no, če je bilo že vprašanje študenta, kje se kaj da naučiti, teh raznih online predavanj in tutorialov je v bistvu za vsako stvar najbolj ogromno. Tako da se je treba samo mogoče malo časa vzeti pa poiskati pravo. Tisto, kar ti nekako ustreza. A lahko dodam, ti si na eni prejšnji temi v tistem berlinskem letališču. Sem vmes malo poiskal. Oktobra letos ga bojo odprli. Si prepričan? Ja, 14 let po začetku gradnje, 9 let po roku. Marca 2011 bi moral biti odprt. Pa tako, da povem, zakaj. No? En kup enih stvari se dogaja. To, kar mi dva vemo, je, da so problemi blizu sprinklerji, pa ne vem, en kup teh stvari, ko jih niso znali urediti. No? Ampak še bolj tako, da je vmes je šlo eno podjetje, ko je planiralo gradnjo, je bankrotiralo. Še prej so mogli 2-krat na novo narisati načrte, ker so jih spreminjali, pa ker so bili premajhni. Pa to, na koncu so še pogotovili, da bo v trenutku, ko bi ga odprli, bo že itak premajhen za Berlin. Tako da onih dveh ne bojo zapirali, kaj? Ne vem, ali je zaprljeno, to pa ne. Ampak ne bi oktobra letos, samo to je bilo objavljeno tam 29. aprila. Tako da smo zelo, zelo na tekočem. Ampak to je, jaz sem hotel že reči, saj to je bilo zihar objavljeno pred koronavirusom. Tako da se bo zdaj zgovarjati, da ima saj 1-2 let še dodatka. Zelo možno, ampak bo povezava noter tega BBC-evega članka, kjer je lepo, mislim, zelo na kratko opisan, kaj vse je šlo narobe. Med drugim so tudi neki zastrupili nekoga, enega žvižgača, ki je v nepravilnosti poročal. Pa tako naprej, tako da sramotna nemška. No, zdaj, če pa gremo na kakšne lepše stvari naprej. Jaz bi zelo priporočal, mogoče to niti ni za poletje, ampak je tako nasplošno. Je en YouTube kanal, ki se mu reče The Beam, ampak je tisti I je enka, DBNM.
to je en kanal, ko je včasih mogoče res nekaj več veze z BIM-om, zdaj pa bo tako v gradnji, pa to, no, pa imajo zelo zanimive projekte, ne vem, imajo video o Hyperloopu, pa novem letališču v Los Angelesu, pa tak naprej predstavljajo te mega projekte. Meni bo zelo zanimivo, jaz sem ta video našel ne tako dolgo nazaj, no. Pa je bil potem kmalu zatem je bil objavljen video, ko so bili znotraj Big Bena v Londonu. Tista mehanska ura, pa kako jo obnavljajo, pa tak naprej. Res, meni je tako kar ljub kanal, no. Pa ne objavljajo tako pogosto, pa tako zelo dobro res produciran, tako da priporočam, no. Pa imajo tudi znotraj nove londonske železnice so bili, pa tak naprej, no. Tako da, za gradbenike skoraj obvezen ogled. No, pa še en predlog, to bo pa Matevž povedal, je pa našel nekaj pred BIM-om, ko je bilo pa že kar nekaj časa nazaj, ko se je v Ameriki nekaj dogajalo. Ena zanimivost. A je to ti Citicorp, si mislil zdaj? Tako. Aha, no. Ta je pa čisto nova, to sem danes zjutraj pogledal. Grem na YouTube in jasno, ne vem po kakšnem algoritmu YouTube tole predlaga, ampak en video, ki govori o tem, kakšne napake je prišlo pri gradnji Citicorp centra v New Yorku. Se pravi, to je ena ogromna stolpnica. No in najbolj zanimivo je bilo v bistvu to, ne, da je napako našla ena študentka z Princetona. Pri svojem, v bistvu, ne vem, zaključnem delu, če sem jaz to prav si zapomnil, je dejansko analizirala to stolpnico in ugotovila, da pod diagonalno obtežbo vetra, v bistvu, da je ta veter v bistvu tista merodajna obtežba. Prej je bilo vse načrtovano kot, da je ta glavna obtežba, ta recimo vertikalna obtežba, same koristne obtežbe in tako naprej. No in ona je ugotovila, da če pa veter piha pod kotom 45 stopinj, je pa v bistvu ta zadeva v nevarnosti, da se podre že pri hitrostih vetra 70 milj na uro. New York pa precej pogosto tarča bolj takih orkanskih vetrov tudi, ne? No in če sam zaključim, meni se je najbolj dopadlo v bistvu predvsem to, da kako so, ker ta stolpnica je takrat že stala, ne? Kako so v bistvu zadevo recimo skoraj nepošteno speljali, ne? In nič ne povedali vsem, ki so v tej stolpnici vsak dan delali, ampak so v 3 mesecih potem popravili neke spoje, ki so bili prej samo vijačeni, so vse tiste spoje nekih diagonal so zvarili in na ta način v bistvu preprečili najhujše, kar bi se lahko enkrat zgodilo. Ampak to so naredili vse po noč. Ja, to so naredili tako, da tisti, ki so delali v tej stavbi, sploh tega niso vedeli. Mislim, jaz, ravno ko bi Matevž omenil ta video, sem se spomnil, da sem jaz ta video že videl, že pred časom, ne. Čeprav potem, ko mi ga je pokazal, sem dejansko videl nadaljevanje od tega, kar je on videl. Bo tudi ta povezava v zapiskih. In v tem nadaljevanju je pa dejansko ta avtor tega prispevka našel to študentko in se je z njo pogovarjal. In kar bo meni najbolj zanimivo je to, da je en profesor imel v bistvu to navado, da je dal svojim perspektivnim študentom za diplomske naloge, to so bile diplomske naloge, jim je dal zaračunati neke znamenite stavbe, ki so se v tistem obdobju tam gradile, ne. In ona je kontaktirala te dizajnerje, ker ji niso izračuni šli skozi, ne. In so jo na hitro odpikali, ampak dejansko so pa sami potem ugotovili, da nekaj narobe pa niso nikoli javili, ne. In kar je bilo najbolj grdo je, da ko je bila ona prednji naša to napako, je bila pri njih, pa se vse predstavila tako naprej in so ji obljubili neko štipendijo. A to si ti videl? Ne. No, obljubili so ji neko štipendijo oziroma nek večji znesek denarja, ne. Zato, ker je pač tako zanimalo, pa da bi prišla k njim delati, pa ne vem kaj vse, ne. Potem pa v bistvu, ko jim je pa rešila projekt,
ko jim je povedala za napako in ko so gotovili, da je njena napaka, so pa kar ona pravi zghosta, na najmanj druge besede, niso se več javili, postali so neodzivni. No? In dejansko je ona še čez desetletja odkrila, da je dejansko ona tista, zaradi katere so to prenavljali, pa zaradi katere so se potem tudi konec koncev spremenili neki Predpisi, kaj? predpisi, tako je. Ker prej tega sploh niso upoštevali. Je pa ta stavba ena taka posebna stavba, ker je spodaj mogla biti neka cerkev, pa bila samo na nekih 3 stebrih ali nekaj takega bilo. Ne, meni je bil zelo, zelo poučen video. Mislim, zanimivo je tudi za gradbenike še posebej, no, koliko lahko spregledaš en tako očiten detajl. No. Tako da zelo, zelo v redu, če oba dva video pogledata, vam bo vse skupaj zdaj, mislim, da 40 minut, ki se izplača investirati. No, zdaj čisto za konec. Malo lažja. Ne, malo lažje. Zdaj, mi da smo zdaj govorili o reševanju problemov, zdaj čisto na konec je pa en video, ker se pa problemi ustvarjajo. Ne? Ja, ta je. Jaz sem mogel sicer malo pogledati, kaj zdaj, ko mi Robi to kaže. Pa vidiš, Robi, ampak to ti povej. Ne, to pa en video je, no, kjer so, sploh ne vem, kje je to posnet, ne vem, mislim, ena taka, koliko je to nadstropna stolpnica, zelo visoka, no, tako, ne vem, recimo, da je 20 nadstropij, no, recimo, ne, in tam v enem 5. nadstropju dva mojstra, to sta res mojstra. A je to ne? Ja, en vertikalen vogalni steber, kako se to reče? Odstranjuje. Ja. Enostavno sta ga odštemala, tam sam še mislim, da se vidi, da je še armatura noter. Ampak ja, zaenkrat je še beton, ti boš porezal pol, ne? Tako da to je pa, ne vem. No, ampak če pogledaš, ne? Če pogledaš, tista stavba je tak orang blok, ne? Veš, teh stebrov je tako ogromen, ne? Da se vprašaš, najbrž če enega tam podreš, tam v sred, mogoče še ne bo hudo, ne? Ampak če ga boš pa še ne 3 zraven dal, to pa najbrž se že kje poznaj. Ne vem, tole vsak gradbenik, ko bo tole videl, tudi če ni veren, se bo prekrižil. Ampak je res taka, ne? Da sem jaz izgledal, kaj je zanimivega, ne? Pa lahko zdaj detaljno pogledaš, pa vidiš, stebr so tam stran. No, na tej noti mislim, da je čas, da končamo. Zdaj, kot sva rekla, ni še zadnja oddaja pred počitnicami, se pa bližamo pol počitnicam. Tako da, kaj Matevž, kaj naj lahko najde? Najbolj, da kar nam e-mail pošljete na info@vimpogore.si z vprašanji, predlogi, pohvalami in grajami. Tako da, to je to po mojem najlažje, ne? Tako, za oba. Jaz pa ne bom govoril več svojega maila. Mislim pa, da lahko oba dva zgooglate, če je treba. No? Ja, to je to za danes. Mi se slišimo spet čez 14 dni. Adijo, Robi. Tako je. Adijo. Čau.